Išče se skrivnostni ekonomist Uroš Novak, znan po vlečenju niti, razgrinja Miha Kosi Fuchs, povsem izza kulisja, iz katerega vodi tudi osrednjo študentsko skupino imenovano Povezani. Gre za skupino, ki z nekim precej velikim finančnim vložkom ustvari neke študentske funkcionarje, ki potem zaradi tega finančnega vložka usluge in denar študentske organizacije vračajo tej prvotni skupine. Se pravi, gre za klasično klientelistično organizacijo. S poudarkom na vračanju denarja iz malke študentske organizacije in njenega zavoda K6/4, ki na leto obrne milijon prihodkov, a to očitno za ekipo Novaka, ki lani zavlada zavodu, tako eden od zavoljo strahu neimenovanih sodelavcev, ne zadostuje. Tle je bilo dosti javnega financiranja, je pa bil namen ekipe lanske, da se vse to malo bolj predstavi v komercialno sfero, ki bi se dalo tudi tržiti. V poslih, ki jih menda po večini vodi skrivnostni Novaka, glej, Novaka uradno ni nikjer na nobenem papirju, na nobeni oznaki in povsem skrit je menda tudi pri mnogoterih sumljivih poslih, navideznih. Najbolj viden eklatanten fiktivni posel je bil definitivno, vsaj po mojem mnenju, posel pri referendumski kampanji za hotel K4, kjer je študentska organizacija namenila 12.000 evrov. S katerimi bi morali kupiti majice, plačati hostese, a na spregled ni bilo ne majic, ne hostes, še več. Vsa podjetja, preko katerih so šla ta finančna sredstva, niso registrirana za dejavnosti, za katera so bila plačana. Eno izmed teh podjetij pa tudi registrirano v Makedoniji. Ja, in Novak, ki ga zaman iščemo na zavodu, med telefonskim pogovorom pa nas odslovi. Hoče zdaj svojo ekipo še v politiko in z njim njegovo dekle Katarina Košak, druga na Šoltesovi listi za evropske volitve, in to sklepamo željo po še večji moči, in to politični, za kar po vzoru Karla Erjavca zadostuje že 5 poslancev. Za stiskanje vlade v kota za začetek potrebujejo Šoltesovo ime.